Na delavsko svetovalnico se je nedavno obrnil 66-letni Ljubljančan, ki je na invalidskem vozičku. Gospod je svoj, kako bi rekla, stanovanjski problem rešil tako, da trenutno spi v garaži brez ogrevanja, brez vsega, brez elektrike. Prijavil se je na javni razpis za neprofitno stanovanje, a je kljub takšnemu socialnemu statusu in kategoriji invalidnosti zbral le 370 od zahtevanih 590 točk. Zato je vložil še prošnjo za pridobitev bivalne enote v Ljubljani. In mi je bilo rečeno, da je pri njemu ravno zaradi teh njegovih zdravstvenih težav, skratka, ker je pač vezan na voziček, nimajo zanj ustrezne bivalne enote, kar pomeni, da je ne more dobiti. Ker so vse te bivalne enote, ki jih imajo trenutno na razpolago, oziroma ki bi bile mogoče razpoložljive, so pač, ne vem, v višjih nadstropjih, dvigal pa ni. 70-letna upokojenka že več kot 9 let živi sama v službenem stanovanju. Nekdanji delodajalec, pri katerem je delala 25 let, je stanovanje oddal 2 leti pred upokojitvijo in ji, kot trdi, obljubil, da ji bo najemno pogodbo podaljševal vsakih 5 let. 5 let je minilo, sem že prosil, da se podaljša najemna pogodba. Sem odvrnil novi zakon, da se ne podaljša, da mora se seliti. Sogovornica prejema 440 evrov pokojnine, plačevanja tržne najemnine si v Ljubljani ne more privoščiti, zato je lani vložila prošnjo za neprofitno stanovanje. Sem dobila odložbo, da se nisem plačeval 400 točke, ker sem uvrstila na 490, trebalo bi imeti 590, da bi me uvrstili na dodelitve v stanovanje, da sem na cesti. Invalidsko upokojena Ljubljančanka živi v lastniški 10 kvadratnih metrov veliki sobi v Mostah. Pestijo huda obraba kolkov, ki se z leti stopnjuje, zato bivališče zanjo ni več primerno. Ja bi dala enoto se napravila tukaj tam španku, brez lifta, 6 stopnice in 6 stopnice se reagirajo. Operacijo upajo narediti zaradi tega, ker bo hujše, ker bi ostala v invalidskem vozičku. Kot pravi, se je že 7-krat prijavila na razpis za neprofitno stanovanje. Pa so mi odgovorili, da je to zelo v redu zame in primerno, da ljudje živijo v še hujšem stanovanju. Kljub temu, da sem predala odložbo od invalidnosti, kupoprodajno pogodbo. Na zadnjem razpisu je zbrala 560 točk, 30 premalo, da bi se uvrstila na prednostni seznam za pridobitev neprofitnega stanovanja. 65-letni Ljubljančan trenutno živi v 2,5-sobnem stanovanju, ki si ga deli s še 5 ljudmi. Ja, recimo, kompletno imam 7 kvadratov, 7, 8 nekje. Čez pol leta bo izpolnjeval pogoje za upokojitev, njegova pokojnina pa bo okoli 500 evrov. A bom s 500 evrov živel? Je nemogoče. V današnji cajti je nemogoče. Če trošiš 5 evrov na dan, je to 200 evrov. 6. Kaj bom danes samo enkrat jedel. Oddal je vlogo za neprofitno stanovanje. Na mojo vlogo so dali 425 točk, da ne spadam v to skupino. Kdaj bom nabral te točke, ne vem. Seznanjeni smo, da je sistem dodeljevanja neprofitnih stanovanj čedalje bolj birokratski, ker vedno bolj oži verjetnost, da bodo prosilci prišli do socialne varnosti na področju oskrbe s stanovanji. Sistem je potrebno spremeniti.